Vesel sem, da sem se včeraj udeležil te plenarne seje in se vodstvu tu zahvaljujem za ta termin za predavanje. Namreč parkrat sem v auditoriju slišal, da ni na primarnem nivoju oziroma da ni dosti podatkov, da bi bilo fajn, če bi se tudi zdravniki na primarnem nivoju ukvarjali z ranami pa to. In ravno namen tega je, da vam povem, da se tudi mi zelo s tem ukvarjamo, je pa res, da razmišljamo o ranah malo drugače. Namreč zakaj? Vedno, ko gledam, ko sem bral tudi te članke, ko tako se vsi koncentriramo večinoma samo na rano kot rano. Ampak rana si nečesa drži. Ponovaj se drži človeka in razmišljamo širše. Kaj bi vam rad pokazuje, da je ena sinergija novih tehnologij, ki so danes prisotni, ki se lahko ima, če človek pripravlja spremeniti paradigmo tega, se resnično lahko rane začnejo celiti oziroma zdraviti hitreje, oziroma malo razliko, da je treba začeti drugače razmišljati in enostavno stvarem ob oblogah, ki jih imamo, ki so, bom rekel, danes high-tech ali pa zadnjo, kar se da narediti, da dobijo ta svoj pravi učinek. Da bi vas pripričal, da, bom rekel, ti celični stimulatorji, o katerem bom govoril, ki delujejo na podlagi dinamičnega pulzno-magnetnega polja, o katerem še vsi vedno dvomijo, ali te stvari delujejo ali ne, pa zdaj samo prosim, bi rad naredil en test, bom rekel, da boste videli, da stvari tudi, če jih ne vidimo, delujejo. Da pri rani, to, kar lahko opazujemo, je površinska zgodba. Kaj se dogaja v notranjosti, tega ponovno ne vidimo. Niso samo površinske rane s to, s čimer se ukvarjamo. Vsem spadajo in zlomi, in razne poškodbe, delovne poškodbe, tudi to so rane, s katerimi se ukvarjamo na primarnem nivoju, ki nam konzumira ogromno časa. Pacienti vrednotijo celjenje ran na svoj način, svojci na svoj način, za nas je uspeh celjenja nekaj druga, ampak da boste videli, da se stvari dajo z enim pomembnim podatkom, da se dajo stroški celjenja ran absolutno drastično zreducirati, če človek pripravlja. Zdaj prosim, en test, če pogledate v to piko na nosu, kot jo vidite za 20 sekund, jo gledajte, potem pa vam rekel zdaj, pa samo oči premakne tisto belo površino, da boste videli, kako se da naše možgane, kako se nas da sprogramirati, da stvari ne vidimo, čeprav se dogaja. In to je en test, radi vas malo premaknil iz te naučenosti in razmišljanja v škatli. Ok, zdaj pa pogledajte na belo površino, pa povedajte, kaj vidite. Čisto, je tako. In ker nas učijo, da gledamo samo take stvari, torej to, kaj vidimo, to obstaja, to, kaj ne vidimo, ne obstaja. Če pa začnete drugače razmišljati, spremenite zorni kot gledanja, se pa stvari drastično spremenijo, tako ta slika. Točno vidite, kakve barve od šminko ima, las, pa vsega tega. Evo, tehnologija, ki smo mi uporabljali, ki vam rad pokazal, sinergijo enega z drugim, z drastično redukcijo stroškov. Zakaj? Ker tehnologija, ki smo uporabljali tukaj, gre za enkratni vložek, rezultati z dodajanjem teh modernih oblog so se pa multiplicirali. Mi ponovadi se pogovarjamo o tem malem vidnem delu spektra. To je to, kar mi vidimo, tudi to, kar gledamo okoli rana. Ampak na nas deluje dejavniki iz okolja. Vsi poznate mobitele, rengene kot to. In zakaj to govorim? Zato, ker vse te stvari vplivajo na telo kot celota. In naš informacijski sistem v telesu, na celičnem nivoju, pride do zmede in zato rane ne celijo, tako si mi predstavljamo, da bi morali. Zato, ker vsako tkivo danes vemo, da oddaja eno določeno frekvenco, da vsako tkivo, vsaka celica rezonira na določenih frekvencah in če bi recimo gledali ta naš način funkcioniranja, bi naš svet izgledal tako. Zato je dobro, da vsega ne vidimo. Zato je dobro, da gledamo tisto črno sliko, ne vidimo pa vedno tiste bele. Ampak, če hočemo narediti en progres, vemo, da se že toliko in toliko let vsi trudimo tudi na klinikah, da bi pacientom izboljšali zdravje, stanje, bi mogli pa začeti razmišljati na tak način, ampak to je težko. Zakaj, ker paradigme, ki so nam izgradili prepričanja, jih je težko spremeniti. Da boste videli, da ta sevanja, ki so okrog nas, da vplivajo na nas, da so tudi to faktor, zakaj telo ne more zaceliti rano, čeprav je telo programirano, da samo sebe popravi. In zaradi tega dolgo ni noben hotel verjeti, kaj se dogaja z temi sekundarnimi polji. Poglejte sliko mobitela, uporaba GSM-a. Taki članki so bili objavljeni pred 20 leti, ampak so zelo hitro zginili iz vseh teh publikacij oziroma vseh teh baz podatkov. Zakaj? Ker te stvari potem povzročajo motnje v prekrvitev, v delovanju tkiva, ne boste brez spuščal v
fiziologijo, pa patofiziologijo, ker to boste slišali danes tudi na ostalih predavanjih, je pa v redu, da to poznate. In če imate nekje na tako regijo, bo taka regija celila povsem drugače, kot si vi predstavljate, ali pa kot bi to moralo se dogajati, čeprav uporabljate najsodobnejše obloge. Evo, vse se vrti okrog tega. Če si zdaj ravno zminimaliziramo, pa se spustimo na čist celični nivo delovanja. Vse se dogaja na eni celici in predvsem na celični membrani. Vsi se trudimo, da bi, ali pa ponavadi tudi pozabljamo, tudi na klinikah se pozablja to, da rana ni takrat, ko jo že mi vidimo. Rana se začne delati dosti prej in se potem razvije. Če bi začeli razmišljati o skrbi rane že dolgo, preden jo mi vidimo z očmi, bi bile, rekel, posledice dosti manjše, stroški bi se drastično zreducirali, pacienti bi bili pa dosti bolj zadovoljni. Namreč, kaj se dogaja? Celična membrana je tisti glavni filter informacij, kaj bo celica delala, kaj ne. In če na njo, če ne poskrbimo za te stvari, potem celica ne more upravljati stvari. Celični stimulator, ki smo ga upravljali, rekel, ki deluje na dinamični pulzno magnetoterapiji, pa povzroči ravno to, da se začne uravnavati ti membranski potenciali, da celica dobi pravo informacijo, ker se potem celica lahko sama zelo hitro zregulira. Če damo celico v pulzirajoče magnetno polje, pa na splošno vedno močnejše magnetno polje, se celica začne obnašati kot en dipol. To pomeni, se z njo da manipulirati. Stvar je pa v tem, glede na to, kaj se danes najde na tržišču, da ste zbombardirani z podatki, aparature te, obloge teh, da več ne veste, kaj je vredno, pa kaj ni vredno. Stvari, ki so morajo biti umerjene na frekvenci in na intenzitete, na katero človeško telo lahko reagira. Torej vidite, normalna napetost celične membrane je med 70 in 90 mV. Zdaj bom pokazal zgodbo. Evo, kaj se pa dogaja? Vsi se začnemo ukvarjati z ranami, ko pada iz patofiziološkega nivoja, ko začne padati napetost na membrani pod 50 mV. To pomeni, zaradi nečesa je prišlo do te spremembe na membrani in celica potem začne trošiti energijo, začne spuščati stvari, ki niso v redu v celico, mitohondriji ne morejo proizvajati, DNK se ne more pripisovati, tako bi se moral, osnovni programi ne tečejo, mi se pa začnemo ukvarjati samo z tem delom, ki ga vidimo tukaj. Problem je pa v tem, če znamo nastaviti napetost nazaj na celični membrani, celica bo dati normalno informacijo in ne samo v področju rane, ampak na podlagi celega telesa. Vidite, da v telesu so vse stvari, vsi organski sistemi so med sabo povezani, možgani točno vejo, v katerem delu telesa se kaj dogaja in če boste začeli tako razmišljati, da je treba zdraviti pacienta kot celoto, ne kot rano, ki jo ima, bo uspehi na lokalnem nivoju dosti hitrejši, dosti boljši, z bistveno manj stroški. In na tak način smo tudi mi razmišljali, ker so se pacienti vračali k nam, pridejo z izvidi iz bolnic, z željo, kaj se naj dogodi, kako naj te stvari naredimo, ko smo rekli, ok, bomo pa začeli drugače, ko smo bili naučeni. Ne drugače, ampak dodali bomo nekaj, kar noben ni dodal. Vse študije z področja pulzno-magnetoterapije, če te pogledali zadnjih 10 let iz zahodnega sveta, tega prihaja zelo malo. Predvsem prihaja iz daljnega vzhoda. Resne študije objavljene, ampak zakaj? Zato, ker vložek v tehniko, v tehniko 22. stoletja je enkraten, če pa morate skozi nakupovati neke druge stvari, potem pa poznamo te zgodbe okrog tega, kdo bi rad kaj zaslužil, ampak to zdaj ni pomembno. Pomembno je to, da bi mi radi pacientu pomagali. V ambulantah se nam taki pacienti vračajo, konzumirajo nam čas, širijo slabo voljo, obremenjujejo sestre. Tudi, ko niso v kontaktu z nami, zdravniki grejo pa, joka, narekovaj sestram, ki morajo tolažiti tako in drugače. Oni naredili so vse, kaj so lahko, pa se stvari ne premaknejo. In tu smo mi uvedli, en segment zraven in smo rekli, ok, če teorija drži, to, kaj pravijo, to, kaj pišejo, se mora da to preveriti, naredimo to, pa bomo spremljali rezultate, pa da vidimo. Zdaj bom potem pokazal enih par rezultatov kliničnih preiskav, ko so delali, kaj se dogaja, če telo stimuliraš na drugačen način, na celičnem nivoju, za tehnologijo, ki nima stranskih učinkov, zakaj, ker vi ne morete telesa preforsirati z frekvencami, telo, predvsem z zdravilnimi, telo se bo postavilo v ravnovesje, tisto, kaj ne radi, bo enostavno šlo mimo. In tako so potem naredili, recimo, test, kaj se dogaja z saturacijo, oziroma najprej tukaj prvi slajd z pritiskom, kako se začne uravnavati pritisk. Pred pa po pravi pulzno-magnetoterapije. Zakaj vam to razlagam? Ker vas lahko počasi pripeljal do tega, da boste videli, da stvari delujejo, če boste drugače razmišljali. Potem so merili parcialni tlak kisika. Zelo pomembna zgodba pri celjenju ran. Vsi se trudimo, pa hiperbarična zgodba, pa te stvari, pa one stvari s kisikom.
Ja, pri hiperbaričnih komorah vi zunaj strani vtiskate kisik v tkivo. Kaj pa je s telesom? Ja, gre en del, ampak če vi ne pripravite krvožilja za to, da je sposobno se razširi, da se eritrociti niso pripravljeni, da akceptirajo kisik, bojo učinki dosti manjši, kot bi lahko bili. Stvar, ki dosti krat ljudem dela težave, kaj se dogaja? Zaradi vseh teh načinov, tudi kemikalij, zdravil, vsega tega, kar konzumirajo pacienti, pa mi tudi v nas, prihaja do tega, da kri ne cirkulira tako, je mogla, oziroma tehnično funkcionira. Ampak to se govorite eritrocite, to se v nemščini pravijo temu fenomen zlepljenega denarja. Če imate poškodovano žilo, skozi katero cirkulira zlepljeni eritrociti, lahko zamislite oziroma veste, kakva je kapaciteta akceptiranja oziroma resorcije kisika v eritrocite. Bistveno manjša. Rodimo se ga vsi s tako krvjo, ko vsak eritrocit plava po svoje. In taki eritrociti lahko prinesejo kisik na mesto tam, kjer ga želimo. Vemo, da pri kroničnih ranah ali pa pri vseh ranah pride do poškodbe tkiv, predvsem do žil, in potem se te žile začnejo zapirati, stvari ne prihajajo na mesta, kjer bi jih mi želeli imeti. Zakaj? Ker jih ne znamo stimulirati do danes. Danes jih znamo stimulirati, kot je videti. In cilj nam je to in s tem se da to doseči. To so povečave. Skratka, to je tudi ena od stvari, ki jo moramo pripraviti, da bojo rane še hitreje cele, in te stvari se dejansko dogajajo, ko se vi lotite pacienta kot celoti. Zakaj vam govorimo o tej tehnologiji? Zato, ker je to najbolj črnogorska oblika terapije, ker pacient ne rabi delati nič druga kot to, da si vleže na blazino, naredi za njega vse fizika. Danes je v tehničnem svetu vse zmerjeno, vse se ve, samo treba je stisniti na aparaturi gumb, če so vstavljeni pravi protokoli, prave frekvence, lahko tam aparat generira frekvence 300 let. Je pa res, da mora pacient priti tja, pa se na to vleže. Ok. Eno od študij, da te vidim. Rana. Tudi poškodbe hrustanca so rana. S tem se ponovadi manj srečujete, oziroma nekateri se srečujete. Večna diskusija, se da hrustanec obnoviti, se ga da stimulirati, na kak način. Povsem neintenzivno, bom rekel, neinvazivno. Imate študijo, kjer je bila narejena, kjer se vidi, kako je prišlo do poprave izgradnje hrustanca, brez da bi odpiral sklep, brez da bi vrtali po hrustancu. Ne vem, če veste, kako se poskušajo, kako ortopedi poskušajo regenerirati hrustanec. Odprejo koleno in naredijo po hrustancu mikrofenestracije in potem vsi molimo Boga, da se tam noter naberejo substance, da bo začele te celice, da se bo stimulirati, da bo ti chondrociti začeli spet migati. Ni potrebno. Nas imate dokaz, da se to da narediti na drugačen, na neinvaziven način, če razumemo govorico telesa. Tako da, na primarnem nivoju vedno razmišljamo, čim manj časovnega vložka, s čim boljšim efektom, čim manj invazivno. Paciente pa lahko gledate, ali to funkcionira ali ne, ko samo vidite, kako si začne usta lesna razen, pa reče, da se to ne more biti res. Zdaj bomo pokazali še samo enih par pacientov, da bo ostalo malo časa za razmislek, kaj se dogaja. Evo, prvi pacient, različne tipe pacientov bomo pokazali, kot drugače lahko o pacientih pa ranah razlagam 3 dni, ampak gledajte, vsi te rane nikoli se začnejo s takimi malimi lezijami. To je pacientka, ki so jo poslali k meni potem, ko vam bom pokazal drugi slajd, ker so bili vsi domači že izbezumljeni, bom rekel, niso želi kaj naj naredijo, bolnici so rekli, gledajte, to bomo konzervativno zdravili in zadeva bo šla, če bo šla, če ne pa ne. Tako se je začelo, evo, naslednja stvar je bila to. V tem stanju so prišli k meni, kaj za narediti. Ker so rekli, gledajte, gospod, če se vam taka noga vname, in bomo mogli obe noge odrezati. Ker boste naredili sepso, ki sigurno ne boste preživeli. Tu ne gre tudi za pacienta, ki ima diabetes, bom rekel, teh obremenjevalnih faktorjev, pa povišen pritisk, ampak s tako nogo so prišli k meni. Moje prvo vprašanje je bilo, slika mi je jasna, vse je bilo jasno, vse je gospod, samo eno vprašanje imam, ste pripravljeni razmišljati drugače, pa narediti nekaj drugače, ko ste delali do zdaj, ali ne? So rekli, gledajte, jaz tako nogo ne še kaj razmišljam sploh. So rekli, ja. Evo, uvedli smo celični stimulator, je bila to slika po 3 mesecih. Skratka, začelo se je dogajati. Brez, bo rekel, oblogi, ki so bile uporabljene, ne pravim, da so bile, tako smo včeraj videli, da v Avstriji še vedno 18% se uporabljajo navadne bombažne obloge. Ne, tu so bili uporabljeni tudi srebrne obloge, potem so bili alginati. Problem je bil srebrnih oblog, ker je pacientko na teh nogah, ko ste jih prej videli, peče. To ni moglo imeti joka, se je zamenjalo, to se je šlo v alginatne obloge, te se je potem je začelo telo tolerirati, niso stvari bile toliko dražljive za kožo, za tkiva. Pacientka lahko začela normalno funkcionirati, ne samo fizično, tudi psihično.
Ne smete pozabiti, da ko delate s tem pacienti oziroma tisti, ki delate, da vedete, to so najbolj naporni pacienti, ker jim te fizične težave začnejo povzročati velike težave s psiho. Ko imajo pacienti težave s psiho, najedajo ne samo svoje najbližje, vse s kom pridejo v kontakt. Ne? In tukaj bom rekel tak, na en mah, če vam verjamejo, če vam zaupajo predvsem, vidite rezultate, da se to da. Ne? Zdaj bom pokazal drugega pacienta. Tukaj pa gre za polimorbidno pacientko. Osnovna njena bolezen je 40 let ima sistemski lupus, od metotrexata, dexametazona in da ne naštevam vsega. Stanje, s katerim so prišli do mene, je to leto dni, 13 mesecev so uporabljali vse te sodobne oblogi, da so vzdrževali ta status quo. To je bil status quo po letu, po 13 mesecih uporabe. Kaj je bil problem? Lupus se je slabšal, skozi je exacerbiral, vedno nova zdravila, dobivala je te zaigralce vneti in lupus od spredaj, kot tak vmes je potem prišlo zaradi tega, da je še počlo ledveno vretence, ne, gospa ni upala hoditi po ravnem, zvita, bergla, hojica, da ne razvajam vsega, pravijo, kaj naj naredimo. Stroški, ki so jih imeli z temi dodatnimi vlogami, to so eni od pacientov redki v Sloveniji, ki sami participirajo v nabavi, ker je bilo svetovano, seveda so imeli, so si privoščili, 2500 € so v letu dni porabili za te najnovejše obloge, to, kar bi naj pomagali. Isto vprašanje, bomo drugače ali ne bomo? Gledajte, moja vloga kot zdravnika je samo svetovalca. Jaz vas nič ne pričujem, jaz vam lahko svetujem, če vam povem, kaj lahko pričakujete, če boste poštevali, ampak do zdaj ste hodili v to smer, zdaj bom pa obrnil čisto v drugo smer. Malo vam bo stvari nepojmljive, ker jih ne vidite takoj, tako sem pokazal slike, in tako smo naučeni, če se ne vidimo, tega ni. So rekli, gledajte, bomo uporabili pulzno magnetoterapijo, to bo 55 dneh, ne? S tem, če pogledate barvo kože, vmes je normalno, nobenega ne odklanjamo, normalno hodijo na kontroli k endokrinologu, k internistom, vsem tem. Zmanjšala se je doza metotrexata, lahko ukini, krvna slika se je popravila, z uporabo te pulzno magnetoterapije ob teh stvarih dexametazon so zmanjšali iz 32 na 8. Evo, še naslednja slika, stvar gre dalje. Po 150 minut. Zlom, ki ga je imela, se sploh nisem ukvarjal preveč s tem, da jih ne vedete, da jih v miselnem procesu ne razslovite naprej, če težav. To se delo, da ne slišim. Zlom se je zacelo, ona lahko hodi, ni bolečin v hrbtu, po hiši brez hojice, brez tega, ne? Ko pa pravim, kako pa noga, pravim, to sem že pozabil, da smela, zdaj smo odprti. Ne? In tako grejo stvari dalje. Zdaj na koncu uporablja te obkladke z medom, ne? Je rekla, to me zdaj najbolj paše. Skratka, redukcija stroškov, enkratni vložek v aparaturo, plus, bom rekel, stroški, ki so za nas na primarnem nivoju, za njene obloge, so se drastično zreducirali, zdaj smo iz tistih tarif, ki smo jih trošili za te obloge, prišli na to, koliko stanejo na 2 dni te obloge z medom. Evo, pacient 3. Tudi to je rana. Ne? Da vam povem zgodbo, ta zgodba je zanimiva, ta zgodba se mi dotaknila, zato smo pacienta vzeli v ta naš program. Delavec juga, ki dela v eni firmi, pri nas ima potegnilo roko v 2 valja, ki valjata in se vrtita kontra. Ne? Kontra ima potegnilo ravno ta prst, vesten skozi je bil tam, delal je nekaj hotel potegniti in mu je potegnil roko. In mu je potegnil palec noter, tako da mu je ta del mu je sleklo, to je bila koža spodaj, to je bilo zašito in to je bilo par dni po, to mislim, te dni po operaciji prišel k meni s tem, je rekel, doktor, šta ćemo? Jaz znam šta ćemo, šta ćete vi? Je rekel, pa ništa, nego da vam slušam. Si rekel, okej, si rekel, gledajte, boste šel, absolutno ja, fiziater, fizioterapija, vse te stvari. Je rekel, doktor, nemam para, nemam kola. Ne, da se vozi Maribor iz Lenarta. To, kar dogajam, se dogaja v Lenartu in v lenarški okolici. To so me naučili kot Mariborčan, to center sveta, Lenart. Skratka, sliko, može majstor, imam ja nešto za vas. Ne, može, s tega samo bo treba vsaki dan hodil. Je rekel, ni problema, je rekel, se doma tak sebe. Glede na to, da sem tudi 6 mesecev delal kot rehabilitacijski zdravnik v enem od teh reha centrov v Avstriji, se rekel, okej, začel je hoditi na terapijo, na blazino vsaki dan, preživel je na blazini, bom rekel, kot cel oziroma ležal na blazini. Rana je začela celiti, ne? Rana je začela celiti, kako je on prišel, da mestnih slikov ne bom kazal, vam bom kazal sliko, po te videli datum, si zapomnite, točno 1 dan, 4 dni več kaj mesec, ne? Ko so šli šivi ven, ko je lahko začel gibati, smo povedali, gledajte, vzamite si žogico iz pene, delajte te vaje, sami si masirajte, da si masiral z kremo.
Vse, kar vam pravim, je on delal v domačem okolju, stroški zdravljenja so bili za njega nula. Nula. Ne? Stiskal žogico, iz penasti žogice prišel na tisto malo bolj trdo penasto, na koncu teni žogico, prsti si je lahko sam raztegoval, isto, ko bi delal na fizioterapiji, tam da bi čakal vrsti, pa se nerviral, ni konzumiral časa. Evo, če smo bili pilot, evo, slika po mesecu dni. On je šel domov, on je niti zavanje, rekel, jaz bi samo toliko, da bi zdržal do konca meseca, da se jaz lahko vrnem domov k familiji. Po mesecu dni. Kombinacija. Ne? Kaj dela razumevanje, funkcioniranje telesa, pa stimuliranje telesa na pravi način. Ja? Pulzna magnetoterapija je nekaj, kar več ne moremo, oziroma mi si več nekako nočemo brez tega dela. Da vam pokazal 4. pacienta, 76 let stara babica, 14 dni se je že to delalo, slučajno je zajadrala moja ambulanta, ker njene zdravnice tam, ko je z enega drugega obtožja prišla k meni. Pravi, mene je strah, da se bo to odprlo, to šlo na razne. Seka poglevavica, bomo rešili. Vam pokazal po 4 dni, zaprt. Niti na blazina ni prišla. Drugi trik, to je zgodba iz 3 pacienta, še vam pokazal, kako je. Ja, ok. No, skratka, cena terapije je nič, kam je hodila nič, samo je poslušala, kaj sem prvi dan povedal. Kaj je naredila, vam povedal, v čem je zgodba. Starejši zdravniki se ga spomni, heliobalneoterapija. To je čista helioterapija. Babica je držala vsaki dan nogo na soncu. Zato tisti prvi slajd, ko sem vam ga pokazal, z sončno svetlobo. Ne gre samo, da je to sončna svetlova. Vsaka svetlova ima svoj zapis, svojo informacijo, svojo frekvenco. 4 dni nikamor smejala se. Evo, pacient 5 od kolega dr. Krambergera, pacient, ki si je zlomil stopalnico. Tukaj vidite klasičen protokol, longeta, 3 tedne v gipsu, potem v longeti, potem dobite gips in, potem ga sledi fizioterapija in te stvari si lahko zračunate, koliko to pride. Kolega mu je predlagal, je rekel, si za eno novo stvar, je rekel, kaj je rekel, zjutraj hodil k meni, kam pa delo nič na blazini šle. Ko je zjutraj doma rekel, da grem 6 ležati na blazino, so mu doma rekli, če je. Po mesecu dni, boste videli sliko, slika na strani ortopeda, je rekel, zakaj da ima direktor sploh gor svinja, da ni zlomil. Se je samo nasmejal, da gips dol pa šel, ko prišel domov, je rekel, tu imaš po gipsu, je rekel, ne rabi, je zaceljen. Tako da, in to so ti triki, ki sem vam hotel pokazati, čas sem že malo prekoračil. Moje sporočilo na koncu še glede, če boste začeli razmišljati drugače, če se boste poslužili novih tehnologij, ki so, ampak da jih dobro spoznate, ne rabite investirati ogromno denarja, da so rezultati maksimalni. In za vas v smislu reduciranja časa, ki ga porabite, na drugi strani pa maksimalni efekt za pacienta in rane, ki so zaceljeni, niso samo fizično zaceljeni, tudi kvalitativno so boljše zaceljeni kot sicer. Hvala. 8